Spoštovane Zagorjanke in Zagorjani, iskreno se opravičujem zaradi zamude, ampak ob vseh teh semaforjih in razkopanih cestih je težko oceniti, kdaj mora človek sploh v doma. Rojen sem v samostojni Sloveniji, zato ne vem, kako in kaj je bilo v nekdanji skupni državi, ampak od mojega pomnjenja v Republiki Sloveniji in še bolj natančen v občini Zagorje ob Savi je vsake 4 leta ista pesem. Če je LDS in od leta 2010 naprej Zagorje gre naprej želel zmagati volitve, je njihov vrhovni vodja položil 500 metrov novega asfalta in volitve so bile z veliko večino dobljene. Volitve so minevale ter ZGN, kot je okrajšava stranke ali liste, ki vodi Zagorje že 30 let, je vsakič stavila na isti predvolilni bombonček ter bila uspešna. Zadnjih nekaj volitev so v ZGN sicer res dobili volitve, a opozicija se je nevarno približala. Zato je za svoj menda zadnji mandat vrhovni poveljnik ZGN udaril z vsemi topovi. Osnovna šola Toneta Okrogerja je dobila novo telovadnico. Naložba je stala ogromnih 8 milijonov. Glasbena šola je dobila nove prostore v vrednosti 4 milijonov. Osnovna šola Toneta Okrogerja pa se je zadovoljila zgolj s faceliftingom, kot se temu reče v modnem svetu, in ta operacija ni koštala niti 1 milijon evrov. Ampak ZGN ni upal vse svoje jajce staviti v eno košaro, zato so pripravili močno predvolilno kampanjo. Kampanje, kakršne slovenske občine še niso imele moč videti. Občina Zagorje ob Savi je od julija in prikladno vse do konca volitev postala en ogromen gradbeni projekt. Tu ne govorimo več o 500 metrih asfalta, dame in gospodje. Govorimo o kilometrski kolesarski stezi vse od začetka do konca zagorske občine. Govorimo o rondojih, ki bodo upočasnjevali že tako počasen promet skozi našo dolino. Govorimo o megalomanskem projektu medijskih toplic, ki so bile ravno pred volilnem času objavljene na portalih, ki so v največji meri financirane ravno iz proračuna občine Zagorje in jim župan rad reče, da so njegova PR služba. Govorimo tudi o nameri, da bodo prenovili športni park Proletarec, ker so ravno ta teden pompozno objavili na Facebook strani Zavoda za šport, kjer sicer niso ravno aktivni. Na tej točki lahko menimo tudi to, da večina selekcij nogometnega kluba Zagorje, ki trenira na stadionu, ki ga upravlja Zavod za šport, ne sme upraviti niti enega treninga na glavnem igrišču, lahko pa ga uporabljajo vsi ostali za prireditve in tekmovanja, ter po njem rišejo z raznimi barvnimi spreji ali pa skačejo v luže ter s tem uničujejo sveto zagorsko travo. Ampak važno je to, da bodo v predvolilnem času prenovili tisti del Proletarca, ki je trenutno najmanj nujen. Mladi nogometaši, ki pa treninge opravljajo na dislocirani enoti Europarka, pa si medtem pridno zvinjajo gležnje na luknjastem igrišču, oziroma bolje rečeno travniku. To, dame in gospodje, je letošnja predvolilna kampanja stranke oziroma liste Zagorje gre naprej. Lista, ki je ime vzela iz znane navijaške pesmi, ki je bila napisana za nogometaše Slovenije, ki so se leta 2000 prvič uvrstili na Evropsko prvenstvo. Ob vseh semaforjih trenutno in potem, ko bodo zgrajeni vsi rondoji, bomo verjetno res šli naprej. Vsekakor pa bo to v zelo počasnem ritmu. Tega pa smo v Zagorju od samostojnosti že tako ali tako navajeni. Ob samostojnosti so nam v Sloveniji obljubljali drugo Švico. V Zagorju pa nam že leta obljubljajo evropsko mesto. Nihče v stranki Zagorje gre naprej pa ni nikoli vprašal nas občane Zagorja, ki prihajamo iz večjih in manjših naselij, kaj si v resnici želimo. Je to, da mesto Zagorje postane evropsko mesto, karkoli že to pomeni, ali pa morda, da raje gradimo na svoji identiteti, na svoji tradiciji, da izpostavimo vse svoje adute ter pokažemo Sloveniji in Evropi, s kje smo doma in zakaj je tukaj res najlepše. Zagorje gre naprej, nam je v 30 letih vzel rudnik, vzel industrijo. Ne pustimo, da nam vzamejo še klen karakter, ki krasi vsakega Zasavca in ga prepoznajo širom Slovenije.